Sledi večnosti. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Nemo žalovanje avtorice Andreje Rustja in je namenjena mamicam, ki so izgubile otroka in doživele spontani splav. Kot piše avtorica v knjigi, gre za eno največjih preizkušenj in kup razočaranj, ki jih nekatere ženske nikoli ne prebolijo. Andreja Rustja poudari, da je tema še zmeraj prezrta v naši družbi, zato želi tudi sama iz svoje lastne izkušnje izgube ponuditi oporo in ženske opolnomočiti za soočanje z izgubo. Naša gostja je zgodovinarka in teologinja, turistična vodnica, novinarka, popotnica in spremljevalka hospitaliziranih v nemških klinikah. Trenutno opravlja specialistični študij na Inštitutu za logoterapijo in doktorski študij iz turistike. Deluje kot prostovoljka hospica. Med najpomembnejšimi vlogami pa je v prvi vrsti vloga mame, pove. Gospa Andreja, dobrodošli v našem studiu. Dober dan. Hvala za vabilo. Zaradi izkušnje tišine in strahu pred temo spontanih splavov ter mrtvorojenih otrok ste se odločili napisati knjigo in pravzaprav v knjigi tudi poudariti poglavitno sporočilo. Citiram, v svoji stiski niste sami. Tako je. Knjiga Nemo žalovanje je nastala na nek način za podporo ženskam, ki gredo skozi takšne preizkušnje, torej da vedo, kaj se jim bo verjetno zgodilo tako na telesnem kot čustvenem oziroma duhovnem nivoju, predvsem pa, da vedo, da niso same, da nas je veliko šlo čez takšne preizkušnje in da smo si lahko v oporo. Zdaj, nastala je pa tudi kot opozorilo družbi, da se to dogaja in to celo precej pogosto in da takšen dogodek, če ni odžalovan, lahko za seboj pušča sila velike rane in da je prav, da o tem govorimo, da smo sočutni drug do drugega in da to nekako postane del našega vsakdana. Kateri trenutek ali občutek vas je spodbudil, da ste iz bolečine napisali knjigo? Ste tudi verna oseba? Vam je pomagala morebiti osebna vera? Osebna vera vsekakor pomaga pri vseh preizkušnjah v življenju, predvsem potem pri takšnih, ki popolnoma spremenijo tok ali pa idejo, kako se bo tvoje lastno življenje nadaljevalo. Sicer pa ni šlo samo za en občutek ali pa en trenutek odločitve za to knjigo, šlo je bolj kot ne za dlje trajajoče iskanje razlag, zakaj se je to zgodilo, iskanje podpore, iskanje razumevanja. Zdaj, moja osebna izkušnja je bila morda še malček drugačna, ker smo mi takrat živeli v Berlinu in ker je bil to čas korone pri obeh spontanih splavih in je to pomenilo na nek način popolno osamo. Pomenilo je, da nimam nobene svoje lastne socialne mreže, da nimam svojih prijateljev in vseh tistih, ki bi morda lahko recimo prisluhnili ali pa ponudili nek topel objem. Kar se pa tiče še enkrat vere, gre morda za neko zavedanje, da je luč na koncu tunela in gre tudi za zavedanje, da so ljudje, ki molijo zate, ki te podpirajo, če tudi ne v živo. Torej, da obstaja neka povezanost, čeprav se jo ne čuti prav v živo. Kot neke vrste občestvo. Ja, absolutno kot občestvo tistih, ki razumejo ali pa se trudijo razumeti in ki podpirajo sam proces žalovanja. Zakaj se o tej temi, po vašem mnenju, še zmeraj premalo govori? Več razlogov se skriva v tem, zakaj je vse skupaj tabuizirano. Verjetno je naše 20., predvsem pa 21. stoletje res stoletje mladih in lepih in športnih in popolnoma, recimo, vsemogočnih ljudi in takšna izguba zaželjenega otroka pomeni, da nismo tako zelo vsemogočni in da dejansko ne moremo biti cel čas samo veseli in lepi in zadovoljni. Torej gre za to, da nasplošno v tej naši družbi vsi živimo navidezno popolno življenje in smo trpljenje kot takšno izrinili iz tega življenja. Je pa tudi res, da se o smrti ali pa o trpljenju ne govori,
kar se tiče smrti nerojenega otroka, predvsem zato, ker se spontani splav običajno dogodi že v prvem tromesečju. Torej, predno ženska ali pa par vsem pove, da je noseča, da pričakuje otroka. In torej še ni bilo razloženo ali pa novica tega pričakovanja še ni bila objavljena in potlej je tudi sila težko priti z novo informacijo, da tega otroka ne bo oziroma da pač se ne bo rodil. Gre za to, da potlej tu v nekem takem vakuumu ženske ostajajo same, niso povedale, da so noseče in zdaj sila težko povedo, da niso več noseče. In iz tega naslova potem ostajajo tihe in to žalovanje ostaja zaprto med ožje družinske člane. Poudarjate, da je tema žalovanja po izgubi otroka prezrta v naši družbi. Kje, gospa Andreja, vi opažate največje tišine ali nerazumevanja? Verjetno povsod. Od morda zdravniške oskrbe, že tam je seveda odvisno od samega zdravnika, ginekologa, koliko empatično ravna z žensko v takšnem trenutku. Potem pa vse do okolice, ki se lahko začne po nekaj dneh ali pa nekaj tednih, lahko pa tudi po nekaj mesecih spraševati, če je ta spontani splav še vedno tema in zakaj je temu tako in pač skuša nekako razložiti, da je pa to popolnoma naraven proces, kar seveda je in da je zdaj žalovanje že predolgo in da je treba živeti naprej. Je pa tudi res, da je ta tema tako prezrta in tabuizirana, da o njej ne govorimo in posledično tisti, ki bi morda znali pristopiti, znali prisluhniti, znali ponuditi oporo, sploh ne vedo, da obstaja. O njej nikoli ne govorimo, o njej se nič ne sliši in potem pač to področje ostaja prezrto in nerazumljeno. Kaj ste odkrili o razlikah med tem, kako mama žaluje in kako partner ali širša družina doživlja izgubo? Tu bom jaz malo posplošila, stvari niso nujno vedno takšne, ampak običajno se mama začne na svojega otroka navezovati takoj. V trenutku, ko začuti oziroma zve, da je noseča, se začne to povezovanje med mamo in pa med nerojenim otrokom. Običajno partner to navezovanje ali pa to povezovanje začne malo kasneje. Nekje okrog 20. tedna se pričakuje, takrat, ko je trebuh že viden, ko so že recimo vidni ali pa se da že začutiti te premike otroka, takrat postane tudi zanj ta otrok bolj realen. Za mamo je sila realen od prvega trenutka dalje, za očeta običajno malo manj. In posledično je potem tudi samo žalovanje lahko različno. Ženska čuti izjemno bolečino, čuti poleg telesne, seveda tudi čustveno izgubo, cel čas se menja občutje jeze, s krivdo, na nek način tudi olajšanjem. Vse te stvari se ji dogajajo, medtem ko njen mož oziroma oče tega otroka običajno teh stvari ne doživlja tako intenzivno in v prvi vrsti takrat res skuša skrbeti za svojo partnerko, za svojo ženo, za svojo punco, tako da morda tudi nima časa se prav ukvarjati s predelovanjem teh čustev. Kar se pa tiče širše družine, so pa stvari morda še bolj kompleksne, ker imamo tu sorojence oziroma otroke, ki so že na svetu in stare starše in tudi širšo družino. Zdaj, za stare starše pogosto rečemo, da je njihova bolečina dvojna. Gre za to, da so seveda izgubili vnuka oziroma vnukinjo, gre pa tudi za to, da gledajo trpeti svojega otroka. In ne morejo pomagati. In poleg tega, da so izgubili tisto, česar so se veselili, torej na nek način prihodnost in sanje in vse, kar so že vtkali v tega nerojenega otroka, gledajo tudi svojega običajno hči, lahko pa tudi sina, sila trpeti ob vsem skupaj. Kar se tiče pa sorojencev, je pa težava, da običajno ne znajo ubesedniti tega, kaj doživljajo. In
ti otroci potem razumejo, da se je nekaj zares hudega zgodilo v sami družini, vidijo, da mama joka in da je oče zelo veliko na košarki in če ne govorimo z njimi, če nekako ne ubesednimo tega, kaj se dogaja v družini, lahko postane vse skupaj zelo problematično, ker bo otrok prevzel krivdo za to novo nastalo vzdušje nase. Tudi zelo narobe je, če mi začnemo govoriti v kakšnih takšnih terminih oziroma besednih zvezah, za katere verjamemo, da bodo otroku koristili. Ampak treba je poimenovati stvari takšne, kot so, zato da otroka ne bo strah in zato da se ne bo začel spraševati, a če bi pa jaz pospravil igrače, bi pa potem mama še imela tega otroka, a če ne bi nagajal, bi pa se ta otrok, torej moj brat oziroma sestra rodil. Vse te stvari lahko postanejo zelo, zelo realne. Otroku je treba povedati, kaj se dogaja v družini, zakaj se je čustveno stanje spremenilo, pa ne samo čustveno, lahko tudi samo funkcioniranje družine. In ni nobene potrebe, da se mu skriva tudi pogreb, če do njega pride, oziroma pač odhod na pokopališče ali v park zvončkov ali karkoli podobnega. Otroci razumejo običajno več, kot mi verjamemo in na ta način potem tudi nimajo strahu pred vsemi temi rečmi. Moj najin sin Jakob recimo je bil vedno udeležen in pri teh pogovorih in ko sem jaz odšla v bolnico, je vedel, kje sem in zakaj in kaj se bo dogajalo. Bil je prisoten pri pogrebih, celo on je nosil škatlo z temi posmrtnimi ostanki obeh svojih sorojencev. No, ta beseda v tem primeru ni najbolj primerna. In še dan danes, po nekaj letih, zelo neobremenjeno recimo se spominja teh svojih potencialnih sorojencev. Reče, a ne, če bi se pa rodil, bi pa zdaj teh igrač ne dal naprej, ali pa se pa ne bi selil, ali pa bi mu jaz odstopil en del svoje knjižnice, ali karkoli že. Ne. Se mu zdi zelo normalno, da sta tudi ta dva nerojena otroka del naše družine in da to ni nobena tabu tema. Mimogrede v knjigi tudi omenjate poseben izraz, ki je v nemškem jeziku pravzaprav pomeni zvezdna otroka, kaj ne? Ja, Sternkinder. To so otroci, ki se niso rodili in se na nek način verjame, da so zdaj zvezde. Stern je zvezda in Sternkinder so zvezdni otroci, torej naši otroci, ki imajo svoje mesto v naših življenjih, bodo vedno malo manjkali, ampak so neke vrste zvezde. Sicer pa v knjigi omenjate tudi depresijo po takem dogodku in posttravmatsko stresno motnjo. Ženske torej marsikaj doživljajo na tej poti žalovanja. Tako je. Gre za to, da veliko dan danes že naslavljamo poporodno depresijo in vemo, zakaj do nje pride in kako pristopati k njej in vse to. Težava pa je, da takšna poporodna depresija, navkljub imenu, lahko nastopi tudi po splavu. Gre pravzaprav za identične vzroke, gre za padec hormonov, vključno s progesteronom in le to lahko pripelje do depresivne epizode. Poleg tega pa splav oziroma tihi porod, torej porod mrtvorojenega otroka, naložita ženski še dodatno breme, ker ta ženska ni dobila neke vrste nagrade, torej srečnega, zdravega otročka v svoje naročje, za to divjanje hormonov. In ja, lahko se dogodijo depresije, lahko se dogodi tudi posttravmatska stresna motnja, ne vedno, na srečo, ampak lahko ta depresija vključuje žalost, obup, pomanjkanje interesa za stvari, ki so bile prej vir navdiha in veselja, lahko gre tudi prav na izgubo apetita, nespečnost, težave s spanjem, slabo koncentracijo, jokavost, vse te stvari so lahko del depresije. In seveda razlogi, zakaj do nje pride, so različni, izdatno pa vplivajo določena stanja in okoliščine, recimo, če gre za zelo zaželjeno nosečnost, za morebitno neplodnost, za osebo, ki že ima zgodovino depresije, ali pa je ta oseba mlajša, manj duševno stabilna, takrat potem za razvoj takšnega stanja obstaja večja verjetnost. Obstajajo tudi načini, kako si pomagamo pri depresiji po spontanem splavu. Jaz mislim,
da je najpomembneje, da se naslonimo na svoje ljudi. Ni pomembno, ali gre za klepetanje z domačimi ali za pogovor v skupini, za samo pomoč ali celo strokovnjakom. Pomembno je, da najdemo nek način, kako priti do ozdravljenja. Če je možno, se tudi izogibajmo sprožilcem. Torej, če je katero gospo groza vprašanj, če še ni pripravljena na srečanje z neznanci, potem seveda ni treba, da se druži. Lahko seveda brez težav spusti obisk prijateljičinega dojenčka ali kaj takšnega, kar bi lahko poglobili njeno stisko. Morda je tudi koristno, da se omejijo družbena omrežja, ker tam je vse prikazano lepo in svetlo in bleščeče. In tisto, kar se zdi pomembno, je, da si moramo vzeti dovolj časa za okrevanje. Zdravljenje takšnih epizod se ne zgodi čez noč, gre bolj za neko potovanje, ki zahteva čas in ženske se moramo zavedati, da ni treba dopustiti, da se nas sili v stvari, na katere še nismo pripravljene. Če pa takšne epizode vztrajajo dlje časa, je pa fino, da se poišče potem tudi pomoč. Torej gre za zaupanja vrednega terapevta, ki je specializiran za zdravljenje izgub in tam bo potem dobila možnosti strokovne podpore, morda celo zdravil. So pa tudi primeri, ko žalovanje po izgubi otroka traja, tudi o tem pišete, kaj v takem primeru in kako pravzaprav pristopiti, kaj reči, kako se vesti, kako pomagati. Tudi če ne traja zelo dolgo, je pomembno, kako se vesti in kako pristopiti. Izguba zaželjene nosečnosti ali pa smrt ploda seveda sproži globoko žalovanje in takšno žalovanje je prepoznano kot eno najbolj bolečih. Gre za čustveno dogajanje, kjer so prisotni močni občutki žalosti, nepovratnosti in tudi dokončnosti, in to žalovanje je resnično in je trpeče in nihče tudi ni čuden, če žaluje. To žalovanje je znamenje ljubezni, torej te naše navezanosti. In če se bližnja oseba sooča z izgubo otroka, se je koristno izogibati besednim zvezam, ki bodo v njej povzročile še dodatno nelagodje. Mislim, da je najpomembnejše, da se takšni ženski oziroma tudi moškemu pusti, da spregovori, da se sprejme solze in pa spoštuje njeno ali pa njegovo žalost. S kakšno majhno pozornostjo se lahko nakaže, da vam ni vseeno, lahko je to objem, lahko je samo stisk roke. Z obiskom, pozornostjo lahko to osebo tudi opozorite, da ste ji na voljo in da se lahko zanese na vas. Pri prebolevanju takšne spontane izgube je več stvari, ampak mislim, da pomembno je, da pokažemo razumevanje, da izrazimo sožalje, torej se zavedamo izgube in dejstva, da je težko. In lahko rečemo, moje sožalje mora biti težko, žal mi je, da se je to zgodilo. To pomeni, da ne podcenjujemo dogodka. Razumem, da je pogosto zelo težko najti prave besede, ampak vedno se lahko začne s temi splošnimi frazami. Zelo primerno, ampak samo v primeru, da resno mislite, je tudi nadaljevanje. Ne vem, kaj naj rečem, ampak sem tukaj, če me potrebuješ. Zdaj, nekatere študije kažejo, da zelo dolgo žalovanje običajno sledi splavom, pri katerih je bilo to žalovanje na nek način prezrto, oziroma oseba ni smela govoriti o izgubi ali pa ni imela nikogar, s katerim bi lahko delila svojo bolečino. In ta zavest, da lahko z nekom delite svoje občutke, če tako čutite, je izjemno tolažilna. Drugače, ljudje se običajno želimo izogibati teh tem smrti in žalovanja in seveda tudi spontanih splavov, kar je, pravijo terapevti, precejšnja napaka, ker najboljša in tudi najbolj zdravilna stvar v teh trenutkih je poslušanje. In to ne, da bi ponujali nasvete. Potrjujte ta čustva, občutja tistega, ki govori, in če so starši otroka poimenovali, si prosim to ime tudi zapomnite. Zdaj, fino je tudi, da če je to vaša bližnja oseba, občasno preverite, kako je s to osebo, ne glede na to, da morda izgleda na zunaj v redu, da tudi vprašate, kako je z ostalo družino, kako se zdaj počutijo otroci ali mož ali kakorkoli. In treba imeti tudi v mislih kontekst
Izguba nosečnosti je težka in boleča že sama po sebi, nekatere okoliščine pa jo lahko še dodatno zapletajo in zares otežijo situacijo, torej recimo pari, ki so otroka spočeli z biomedicinsko pomočjo, tisti, ki so utrpeli že več podobnih izgub, tisti, ki pričakujejo morda otroka s pomočjo nadomestne matere, tu gre za morda občutja še prav posebne nemoči in brezupa. Lahko je šlo za zelo dolg in mučen in celo drag proces, da je ženska zanosila, in takšna izguba je potem lahko še zahtevnejša. Če res želite biti ob takšnem človeku, in jaz vse spodbujam, da so, potlej je res primerno, da vprašate, kje in kako lahko pomagate, in da ste zelo taktni tudi pri bodočih nosečnostih, če se dogodijo. Kako pa kaj reči oziroma česa ne reči, torej najpomembnejše, da samo poveste tiste osnovne reči, da izraste sožalje, da ponudite pomoč, če je potrebno. Fino pa je, da se izogibamo določenim stvarem, za katere jaz verjamem, da so izrečene dobronamerno, ampak pogosto bolj bolijo kot zdravijo. Zdaj, ko razmišljamo o izrazih podpore, ne smemo domnevati, da bodo naše izkušnje ali pa prepričanja kar pomembna za tistega, ki doživlja to žalovanje, in tudi ne postavljajmo pod vprašaj dolžine žalovanja ali pa upravičenosti le tega. Ravno tako je koristno, da ne hvalimo moči ali pa poguma žalujočega, kar je videz lahko zelo, zelo zavajajoč, in lahko nehote ustvarimo nek občutek, neko pričakovanje, da se mora žalujoči dobro držati in potlačati tisto, kar res čuti. In koristno je tudi, da ne dajemo nasvetov in da, če se le da, se izogibamo raznim klišejem, kot je čas celi vse rane ali pa pomembno je ostati zaposlen, poskusi najti v tem kaj dobrega. To so težke stvari, ki se jih običajno sila dobronamerno izgovarja. Takisto tudi ni še bil otrok ali pa na srečo nosečnost ni trajala dolgo. Zdaj, za številne starše se povezovanje začne v trenutku, ko izvedo, da je ženska noseča, in ni pomembno, kako daleč je nosečnost. Ta otrok in z njim upanje za življenje z njim sta realna, načrti in sanje so se že začeli krojiti in življenje se je že spremenilo. Tudi izjave ni bilo namenjeno. Takšna izjava, čeprav je dobronamerna, ne ponuja niti trohice podpore ali pa občutka razumevanja. Lahko je celo sprožilec misli, da je mama nekaj zelo narobe naredila. Zdaj, vsaj veš, da lahko zanosiš, je še ena taka stvar, ki jo pogosto slišijo mlajše ženske, in dejstvo je, da mnogi pari imajo danes težave z neplodnostjo in te težave pridejo s svojim paketom bolečine in žalovanja. Zanositev in pa nosečnost pa sta prva stopnja starševstva in splav žensko in tudi moškega te izkušnje Evropa. In primerjanje raznih bolečin ali pa borb ni posebej primerno. Potem tudi takšne izjave kot splav se dogodi mnogim ali pa morda bi mogla oziroma ne bi smela. Zdaj, to so zelo redko kdo najde tolažbo v ideji, da je splav precej pogosta stvar, da se 10-20% vseh nosečnosti tako konča. In za večino je ta fraza samo grozna. Ker navkljub temu, da je pogost pojav, torej spontani splav kot tak, pa vendar ta pogostost ne izniči potrebe po podpori, po razumevanju, po sočutju in po tudi zdravem žalovanju. Zdaj, kaj bi morala, pa česa pa ne bi smela? Ženske se že prepogosto srečujemo z občutki krivde, torej na nek način se instinktivno krivijo, da so same izgubile izgubo, ker so, ne vem, telovadile, ker so potovale, ker so padle, ker kaj se in kaj. In zdaj poslušanje izjav, kaj bi bilo prav ali pa kaj je narobe, sploh od ljudi, ki naj bi jih podpirali, je dodatno hudo breme pri takšnem okrevanju. Potem tudi kmalu bo vse dobro. Za mnoge je to obdobje žalovanja relativno kratko obdobje, pri nekaterih pa žalost lahko vztraja mnogo dlje. In
predvidevanje, da bo nekdo prebolel takšno izgubo v nekaj dneh, je oholo, zavajajoče pa tudi ponižujoče. Tisto, kar je pa še problem, in to slišimo običajno ljudje, ki že imamo otroka, pa je: bodi hvaležen za vse, kar imaš. Zdaj, ni koristno niti primerno predlagati, da naj bi ljudje v takšnih trenutkih bili hvaležni. V resnici je takšno učenje ali pa spodbujanje hvaležnosti precej neprijazno in tudi neempatično, in tudi če že imamo otroke, imamo pravico do žalovanja za tistimi, ki se niso rodili. Gospa Andreja Rustja, ob koncu oddaje izpostavljamo dejstvo, da ste tudi prostovoljka v hospicu, študentka logoterapije. Prav logoterapija poudarja iskanje smisla v najtežjih okoliščinah. No, kako se lahko povrne smisel po takšnih preizkušnjah? Tudi s pomočjo vere, ki smo jo omenili na začetku oddaje. Težava je, ker je iskanje smisla osebno in praktično tudi dnevno delo. Torej, v vseh situacijah moramo sami najti pot naprej, sami ugotoviti, kaj je smisel v tisti situaciji, kaj je tisto, kar nam bo kazalo pot naprej, oziroma, ne vem, luč ob koncu tunela ali karkoli podobnega. Tisto, kar bi jaz morda rekla ob takšnih težkih izgubah, ki sila bolijo, je, da na Japonskem poznajo ustvarjalno tehniko imenovano kintsugi, in to pomeni zlato popravilo. To pomeni, da gre za tradicionalno metodo popravljanja razpok in zlomov na občutljivih predmetih. Torej, gre za posode, za lončenino, za keramiko, in če se takšna posoda razpoka ali pa razbije, jo popravijo, in to z zlatim prahom. Zlepijo jo z zlatom. In takšna popravljena posoda ni samo znova uporabna, ampak je pridobila tako na lepoti kot na vrednosti. Takšne izkušnje, recimo smrti ali spontanih splavov, nas seveda pretresajo, nas pa tudi oblikujejo, zmehčajo, naredijo bolj empatične. Morda kdo napiše kakšno knjigo. Tako kot vi, ne? Nas povežejo. In verjetno je to tisto, kar pač tudi na nek način prosimo v Oče naš, ko govorimo o pridi k nam tvoje kraljestvo. Torej postanemo bolj odprti drug do drugega. No, ta posoda krasi naslovnico tudi vaše knjige, kaj ne? Tako je. Takšna posoda je na naslovnici knjige in v teh kazalnikih za branje, ker se mi je zdela taka sila lepa primerjava. In tudi močno sporočilo vsem bralkam, pa tudi bralcem. Tako je. Da nas težke preizkušnje ne uničijo, ne razdrobijo, ampak nas lahko celo polepšajo. Gospa Andreja Rustja, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor in obisk v našem studiu. Kaj sporočiti ob koncu poslušalkam in poslušalcem z vaše strani? To je težko vprašanje, ampak verjetno to, da se žal ne moremo izogniti bolečini ali pa trpljenju ali pa smrti. Ampak to še ne pomeni, da življenje ni lepo, smiselno, vredno in da je lepo, da smo tu in da smo drug za drugega tu. Najlepša hvala za obisk. Sledi večnosti.